Oj, Tonita, prosim, ostani doma, da bomo živela srečna midva. Po brdah škantirajem pravi toko, da v Kozani na svetrok je nimar lepo. Na dan Svetega Roka bodo s temi vrvmi spustili kozanjska vina v stoletni kozanjski peč. Do pred enim tednom je bilo na tem mestu vseeno veliko smetišče in vsa zahvala, da je danes ta kulturna dediščina ohranjena in da se bo ta lep dogodek zgodil, gre seveda mladini iz Kozane. V bistvu letos smo se odločili tukaj z vaško mladino in z vsemi skupaj, da bi pač naredili en potop vina v stoletni vodnjak. Tu je pač padla zamisel in potem smo se lotili. Naši kozanjski fantje so se zelo trudili, da so ta peč, že da so se spomnili, je zanimivo, in da so ga očistili. So imeli veliko truda, ker ta peč je zelo zanimiv kot gradnja in kot pomen vasi, ki je bil enkrat v središču. To ni samo, da je ena pridobitev za Kozano, pač pa mislim, da je to tudi pridobitev za celotna Brda, da ne bo ostal pozabljen in da ne bo to enkraten dogodek, pač pa, da bodo mimoidoči ga videli in da bo ta zgodba, ki se bo danes zgodila, popeljana naprej. Lahko pričakujemo tudi boljše rezultate? Boljše rezultate, sigurno. Pričakujemo zdaj, kako bo, kako ne bo. To je stvar zdaj enoletnega zorenja. Se vidimo naslednje leto in bomo ocenjevali. Tukaj z mano stoji reja Lujza, sigurno jo vsi poznate, je druga najstarejša vaščanka in kozanjka in se še zdaj spomne, kako je bilo, ko so hodili sem po vodo. Da še povem, da je letnica na tem peču 1902 in je Lujza bolj mlada od tega peča, samo za 18 let. Ali 18. Prosila bi Lujzu, da nam kaj pove o tem peču. Lujza, kako je bilo? Ste hodili sem po vodu? Smo hodili po vodu, smo kupovali kandule v Karminu za uleči vodu. V Šilotu ni bilo savdo za Šilote. Smo kandule kupovali, taka deča in štrk, tako da smo vlekli tole vodo ven, se še pozna vse vende, ki so hodili toliko let, samo vleči po po 2-3 ure smo vlekli tole. En je bil zvirk samo na enem kraju, tisk je bil te prvi zjutro koliko puhnil kandulcu ven. In tisk je bil bolj pozen, samo po kanč, je mogel na uru priko naredil škaf, tekrat so bili škafe. In tako da smo se tekmovali, da bo te prvi, in tako da je vse zhuzno, voda je bila, ker je bil dež, je bilo več kot polovico vode. Ko se dež zgubil 14 dni, ker ni bilo dežja, je bil samo tisti košč zvirka, in ti zvirk smo črpali in je šlo po kandlce, tako do vende vem. Danes bi želel, da bi na nek način ta peč obudili, da bi uredili okolico, da bi tam postavili neko klop, da bi to bilo urejeno v sklopu ene taka celovite ureditve vaškega trga. Z nami je
Tomaž, eden od kozanskih vinarjev, bi podal ti kakšno strokovno mnenje ali pa tako, kakor vinar, kaj meniš, kaj se bo zgodilo s temi vini, ko bojo eno leto v tem kozanskem peču? Boste še prepoznali drugo leto? Že pred 100 letami so točno vedeli, kako globoko sega korenina trte. To je samo poke, tančke dobiš čisto vodo. In v to vodo, in v to poku podaš v našo vina, ki dobijo tisto pravi mineralnost. Voda sama na dnu je 8 stopinj, tako da bojo vina dosegla en lep čar. Kaj ne rečem, da sem več kot zadovoljen, predvsem sem zadovoljen, ko vidim najstarejšo kozanjko in najmlajše kozanjce. No, to je da vedeti, kako je vas perspektivna. To, kar se bo danes zgodilo, naj postane neka tradicija in kozajci dajte na tem ustrajati, mladi ste tu in dajte te zadeve tudi za 100 let potapjati in vleči to zlahtno kapljico, s katero se Britci ponašamo in to je vino, dajte biti tu ustrajni in tako delati tudi v bodoče. Želim vam dosti uspeha, spoštovane kozanjke in kozajci. Bova s predsednikom, ker ne bo nadmišno. Ni bilo vprašanje na ta način. Spusti. Ne, se dobro. Počasno, enakomerno. Enakomerno. Zdaj tista stran malo, tako je, ja. Ježuš Marija. Ježuš Marija. Hola. Zanica tebe zapi, razjutrišnji dni, nikam daleč odšel.